Hej, moje osebe za uspeh. Živijo. Kot piše v naslovu, bi rada vam danes podelila nasvet, kako lahko hitro in lahkotno v bistvu vključiš majhne korake za tvojo osebno rast, da v bistvu v enem letu kar eksponentno zrasteš. Te sem tudi jaz doživela in v bistvu ne morem verjeti, koliko mi je to hitro lahko ratalo. Ok, si jih napisala in bomo šli čez njih. Recimo, ta prva stvar, ki sem jo vključila, vse kot sem že povedala, ko likam, poslušam, kaj se zdaj zgodi, zdaj si pa to predstavljaj. Če enkrat na teden likaš, enkrat na 2 tedna likam, počakam, da se malo nabere, da imam v bistvu dejansko 3 ure in da potem lahko več predelam snovi. Ok, ti si pa predstavljaj, če enkrat na teden po 1 uro likaš, ja, si fanta, si punca, vseeno, likati je pač treba, pa če greš čistilnico, pa pač se tega rešiš, ampak ok, jaz to vzamem kot dobro stvar, da lahko likam in da se učim zraven. In če 1 uro na teden porabim in da poslušam YouTube, da poslušam, živi Damir, si v drugi pisarni, jaz sem v tej domači. In če poslušaš, recimo, lahko začneš v Easy z Ano Bučevič, lahko začneš z Tony Robbinsom, s Miljanom Morjem, kaj ti je lažje, angleščina, slovenščina, hrvaščina, whatever, sem da začneš. 1 uro tega YouTubea poslušaš, ponovadi so tam 30 minut traja do 1 uro in se predstavljaš pol v bistvu v enem mesecu, imaš ti 4 ure v enem mestu, ko dejansko ko likaš, ko porabiš za izobraževanje, kaj drugače bi poslušal muziko ali ne vem, pač gledal televizijo, whatever. 4 ure efektivnih uporabiš, ko likaš. Na en mesec, zdaj si pa ti to predstavlja na 1 leto, to je 48 ur v enem letu. To je vsaj, ne vem, 150 videov. A veš, koliko lažje spremembe narediš med tem? Zdaj pa gremo dalje. Ko se peljemo v avtu, vsak dan se peljemo v avtu, vsaj 30 minut do 1 ure in to vsak dan. In to je v enem mesecu do 10 do 20 ur. Kaj je to 20 ur? In kaj delam v avtu? Poslušam audible, a pa lahko poslušaš CD-je, whatever. To je pol v enem letu od 120 do 240 ur na leto, ki se lahko izobražuješ, kaj drugače porabiš, ne vem zakaj. Vse občasno pa še muziko poslušati, to je res. Pa še včasih muziko poslušati, pa se ful zdret v avtu, pa malo boostati energijo, to je vse res. Meni pa še tudi, če sem kdaj pač bila žalostna, sem si pač, bolj kot neko sem bila jezna, sem zakričala v avtu. Tudi to je dobro, ker daš to energijo ven, ne jo pa potisneš v not v sebe, pa da v bistvu zamrzneš, pa pol še bolezni rate z tega. Ok, ne to. Ampak ok, če rečemo, da tudi če recimo 120 ur predelaš v enem letu, audio knjiga, pa CD-jev, pač da poslušaš neko izobraževanje, to je vsaj 15 do 30 knjig, a ni to ful dost? A veš, da si pomisliš tako, ne, zdaj moram pa knjigo izbrati, če pelješ avto, pa poslušaš in že toliko stvari predelaš. In ta zadnja, kar jo pa jaz zdaj že dejansko pol leta delam, ali mogoče celo več, ne vem, rečemo pol leta res zavestno, je pa 15 minut knjige na dan. 15 minut pač si vzamem štoparco in pač zapiska, neham brati knjigo. In to je vsaj pol v bistvu 1 do 2 knjige na mesec. Sem z teh 15 minut na dan. 1 do 2 knjige na mesec, se pravi, to je do 24 knjig na leto. Kaj pa to? Lansko leto, rečemo, si prebral 5 knjig, če sem 15 minut na dan jih bereš, vsak dan, konstantno, lahko prebereš do 24 knjig na leto. Shocking, right? To je to. Evo, čist simple stvari, ki jih lahko že dodelaš noti in dejansko si boljši zaradi njih. In živijo, Sara. In ja, če dejansko upoštevaš te nasvete, ki sem jih rekla, se pravi, da ko pelješ avto, poslušaš audible, a pa CD-je, ko likaš, poslušaš gradivo in če 15 minut na dan bereš knjige, lahko toliko snovi predelaš, toliko se naučiš, toliko tvoje res kvantni preskok v osebni rasti, v kateremkoli biznisu si, ker če dejansko toliko ur porabiš za to, rataš mojster v temu. To je to. Lepo se imejte, lep dan vam želim in čau, čau.